Čudovito ponedeljkovo jutro sem skupaj. Čas je za ponedeljkove live z Aljo in z Nejo. Kot ponavadi sva obe tukaj z vami, da odgovarjava na vaše vprašanja in se pogovarjava o različnih temah, ki se tičejo naravnega zdravja, zdravljenja in kaj lahko naredimo zase, da ohranjamo to vitalnost, dobro počutje skozi celo življenje. Ne pa sem tam nekje do 30. leta, tako kot danes radi ljudje rečejo, ja, sem 30, zdaj pa že čas, da se moje telo neha normalno obnašati. Mi v to ne verjamemo in zato z vami deliva nasvete in najino znanje, da ne boste zapadali v take načine razmišljanja, ki se bojo pol manifestirali tudi na fizičnem nivoju. Tako da, danes je na sporedu tretji del o menopavzi. Če še niste pogledali, jaz svetujem, da najprej pogledate prvi pa drugi del, kjer so govorile veliko fizičnih simptomih pa vzrokih, zakaj se te stvari dogajajo. Sva pogledali prehrano, gibanje, take različne stvari. V prejšnjem delu so potem govorile več o čustvih, o mislih in danes bova govorila več o energijskem delu. Kot ponavadi, da vas še spomnim, če imate kakršnakoli vprašanja, jih zapišite spodaj v komentarje, ne glede na to, na kateri platformi to poslušate, ali je to Instagram, ali je to YouTube, ali je to Facebook. In midve si vse zapiševa in bova do njih prišle naslednji teden, čez 2 tedna ali pa čez 1 mesec, ampak če naj spremljate, boste odgovor na vaše vprašanje tudi dobili. Tako da, Neja, jaz te povabim, da midve, da nas vpelješ v to malo bolj ezoterično, če temu rečemo, ezoteričen vidik menopavze, o katerem se zelo malo sliši, in sicer, kaj se dejansko dogaja na energijskem nivoju, ko pride do tega procesa. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani na današnji začetek novega tedna, začetek novih priložnosti, tako da imate priložnost, da začnete tudi v svojih glavah majčkeno preurejati. Midve sva kar nekaj časa nazaj že govorile o tem, recimo, kaj velikokrat slišiš, vse je v glavi. Ampak misli in čustva so simptom, ki kaže na neravnovesje energij. Zdaj, če mi pogledamo pač to čist menopavza, je iz ajurvede povezana s 3 različnimi energijami, vata, pita in kapha. In če je vata energija v neravnovesju, potem ima oseba depresijo, tesnobe, nespečnost. Če je pita energija v neravnovesju, potem je zelo velikokrat bolj jezna in ima te valunge, te vročinske oblive. Pa ni nujno, da je to ena jeza, ki je da bi jeza, ki bi se ven kazala, lahko je to znotraj, recimo nočeš nekaj delati, pa kar delaš stvari. Ali pa kapha, simptomi, kot so nemir, pridobivanje teže, zelo veliko žensk pridobiva težo, ni več te ene mentalne jasnosti, ena taka teža pride v telo. Iz kitajske tradicionalne medicine imamo pa različne meridiane, ki so vpeti prav v težave z menopavzo. Se pravi, obstaja neravnovesje na energijskem nivoju. Ko mi energijski nivo razrešimo, ko spremenimo energije, se potem pokaže, oziroma se to odrazi tudi na naših mislih, na naših čustvih in na našem telesu. Zdaj, prav z menopavzo so povezani meridiani, možgani. Za možgane to je centralni meridian oziroma conception vessel, to bi lahko prevedla, ali kako bi to prevedla, conception vessel? Kanal oploditve. Kanal, ja.
ampak to ni te oploditve čist na fizičnem nivoju, ampak je to oploditev z novimi idejami, z novimi energijami, z novimi mislimi. In ko spremenite ta meridian, spremeniš vse, tako kot če spremeniš, ne vem, če gledamo vata, pita, kapha, ko eno izmed teh energij spremeniš, se ti potem stvari začnejo spreminjati. Pa grem še naprej, bom potem povedala moj primer, kaj se mi dogajalo. No, rekla sem, da je tudi živčni sistem, energijski kanal za živčni sistem, to je vodilni meridian iz tradicionalne kitajske medicine. Potem je pa zelo povezan meridian osrčnika. Osrčnik je povezan z notranjim zadovoljstvom, z odnosom do samega sebe, z ljubeznijo do samega sebe, in večinoma ženske v teh letih začnejo dojemati, da so na razpolago samo drugim in ne sami sebi. No, naslednji meridian, ki je zelo povezan tudi s temi simptomi menopavze, je meridian jeter in meridian debelega črevesja. Zakaj meridian jeter? Ja, jetra sva že obravnavali, ne vem, mislim, da v prvem delu najinega pogovora z Aljo, da v jetrih nastajajo zametki različnih genov, različnih hormonov, ki so povezani potem s spolnimi hormoni, kot je recimo estrogen. Če estrogen v jetrih ne nastaja, oziroma njegovi predhodniki za estrogen v jetrih ne nastajajo, potem na telesnem nivoju oziroma na nivoju spolnih organov so potem lahko težave. Samo še omenim, da zelo velikokrat se pojavlja tudi rak in ta je zelo velikokrat povezan z jetri. Jetra so pa povezana z enim redom v življenju, z eno organizacijo, s postavitvijo enega cilja in sledenja temu cilju. Zdaj pa samo si zamisli, ali to počneš ali ne, oziroma kako do tega priti, je to, da dviguješ energijo na jetrih. Potem sem rekla tudi debelo črevo. Debelo črevo je pa povezano zelo z vodo, zato je zelo aktivna pri težavah z menopavzo limfa. Ampak limfa pa zajema celotno telo. Tako ob menstruacijah kot ob menopavzi, če limfa ne teče dobro, se takrat začnejo težave. Debelo črevo je pa posrka kar 70% vode, ki jo popijemo, se pravi za reabsorpcijo. In če energija debelega črevesja ne dela, potem limfa ne bo dobro tekla. No, zdaj pa s čim je povezan pa debelo črevo? Ja, je pa spuščanje starih stvari. In jaz vem, da večino žensk ima kar zelo težave spustiti stare stvari in se kar naprej cikla v enih jajcih noter. Pa recimo, okej, se s partnerjem že nekaj zmenita, ne, potem čez 2-3 mesece spet eno in isto, ko bi bilo skozi nekaj umazano. Ampak je treba delati, dvigati energijo debelega črevesja. Velikokrat ljudje hodijo, recimo psihoterapevtu, zato da spustijo stare stvari. Ampak psihoterapija je na nivoju uma. Ampak če vam ne delajo energije, če so energije v neharmoniji,
karkoli boš naredil na umskem nivoju, bo prej ali slej spet zaradi dotoka energij, ki ne podpirajo tvojega novega stanja, bo spet preklopil nazaj. Tako da psihoterapija tako včasih pomaga, ali pa tako v omejenem področju pomaga ti razložiti, kaj se dogaja. Bistvo vsega je pa, da ti rešiš energije, da energije harmoniziraš. In ko bodo energije harmonizirane, potem misli ne bo več takih, bojo čisto druge misli, ki so povezane z novim stanjem energije in nova čustva. In tudi simptomov na telesnem nivoju ne bo. Albert Einstein je rekel, ne moramo problema rešiti na nivoju, kjer je problem nastal. Vedno se je treba dvigati višje. In na ta način je on odkril tisto slavno formulo od povezava materija pa svetloba. In na ta način tudi mi to svetlobo, to luč, ki na nas svet, ko to luč spremenimo ali pa spremenimo svoj zorni kot, kako bo ta luč v nas tekla, se bo vse znotraj na materialnem nivoju razrešilo. Tako da jaz zelo verjamem, da tale Einsteinova formula ni samo za te materialne stvari, ampak tudi za organizacijo energij v našem telesu. Ko delaš različne vaje za, recimo po ajurvedi, pita, vata, kapa, se bodo energije spremenile. In ko delaš različne vaje iz kitajske tradicionalne medicine za različne meridiane, se bodo spet energije spremenile in lahko naenkrat opaziš, da simptomov ni več. Jaz sem recimo takrat, ko sem še tako malo bolj gledala na tole mojo težo, saj moja teža, telesna teža je praktično enaka že od mojega 13. leta naprej, malo gre gor, malo dol. Najbolj dol je bila takrat, najbolj je šla dol, ko sem imela raka. Drugače pa več ali manj skozi enaka, ampak sem bila v določenih letih, ko sem gledala, da imam kakšen gram mogoče preveč. No, in takrat sem jaz videla na mojih stegnih kakor celulit. Ker celulit recimo je tudi zelo značilen za težave z hormoni. In kar je pa čisto povezan z menopavzo. Tako da, če imaš celulit, no, in je prav ta informacija za tebe. In jaz sem gledala ta celulit in sploh nisem vedela, kva naj naredim. No, pa sem pa malo na tisti celulit malo pozabila, pa veliko sem študirala, delala sem ogromno energijskih vaj, tako iz ajurvede kot iz kitajske tradicionalne medicine. In ko sem čez nekaj časa jaz pogledala moje stegna, celulita ni bilo več. No, in samo delala sem vaje, zato ker vsaka misel je sestavljena iz določenega tipa energije. Ko to energijo zamenjaš, tista misel, ki je bila prej prisotna, ne more več obstajati. Zdaj pa obstajajo seveda različne tehnike, kako te energije zamenjati. Jaz recimo vodim program Postani mojster zdravja, mogoče se boš udeležil tega programa Postani mojster zdravja. Če pa želiš individualno obravnavo, se pa midve z Aljo posvetiva samo tebi individualno v posebnem programu. Najprej pogledamo, kaj se dogaja v telesu, pripravimo, kaj ješ, katere vaje delaš, katere dodatke ješ, potem pa te Alja pelje skozi točno različne take vaje,
da začneš spreminjati to energijo v sebi. No, tako da, Alja, jaz zdajle predajam še tebi. Verjamem, da boš kaj pametnega povedala, tako kot zmeraj. Mogoče še pol kaj na koncu dodala. Jaz bi tle želela samo malo še poudariti, kako vse te stvari med sabo ena na drugo vplivajo. Da energija vpliva na fizičen nivo, kar počnemo na fizičnem nivoju vpliva na energijski nivo. In vse te stvari se pa začenjajo počasi spreminjati, ne. Tako da, midva sva že to govorila velikokrat prej o fizičnem nivoju in recimo zelo koristno je, ko se začne stvari gledati iz stališča energije, tudi ko delamo na fizičnem nivoju. Kakšno energijo ima hrana, ki jo jemo? Kakšno energijo ima naše okolje? Kakšno energijo ima svetloba, v kateri smo? Če smo mi pod nekimi fluorescentnimi lučmi nekje tam, v primerjavi s tem, da smo na soncu, je to drastično druga energija, ki jo naše telo, živčen sistem, v končni fazi naše energijsko polje, z njo ima popolnoma drugačno interakcijo. In na takšen način lahko mi začenjamo iz obeh smeri vplivati na naše to energijsko polje, ki bo potem se manifestiralo v drugačni obliki. Jaz bi tukaj res rekla ena točka še, ki jo je Neja omenila, je pri menopavzi to, kako ženske zelo velikokrat vidijo, da so vedno bile na razpolago samo drugim. In sploh, ko mi pridemo do nekih teh čustev, ki so prevalentna, ki so najbolj pogosta za določenega človeka. In to je lahko malo različno, pri enih ljudeh bo to neka grenkoba, pri enih ljudeh bo to frustracija, pri enih ljudeh bo to jeza, pri enih ljudeh bo to razočaranje. Ampak da je treba razumeti, da nabiranje teh čustev, prisotnost teh čustev kaže na to, da smo na neki točki, če se zelo tako direktno izrazim, izdali sami sebe. Da smo namesto, da bi spoštovali želje našega duha, našega telesa, našega živčnega sistema, to, kdo mi smo, res naše esence, smo namesto tega delali na podlagi nekih prepričanj, nekih miselnih vzorcev, ki so nam bili verjetno ali položeni že v zibko, ali so prišli iz prejšnjih generacij, ali smo jih bili pa naučeni tam nekje v prvih 7 do 9 letih življenja. In smo naše življenje vodili iz teh vzorcev, ko so nam drugi povedali, kaj moramo početi za to, da smo dobra oseba, za to, da pravilno delamo neke stvari in tako naprej. In potem se začnejo nabirati ta čustva, zato ker namesto tega, da bi postavili neke meje in da bo rekel, to sprejmem, ker si to zaslužim, ker vem, da sem tega vreden, vredna, in pa ne, tega ne sprejmem, zato ker s tem ne želim imeti opravka, ker ni energija, ki jo želim pripeljati v svoje polje, ker ni način komunikacije, ki sem ga pripravljena sprejeti, ker ni hrana, ki jo bom dala v svoje telo, tle pa nismo postavili meje. In potem se začnejo stvari pacati. In začnejo se pacati originalno na nivoju energijskega polja, ker smo mi šli prek te svoje esence, nismo poslušali tega, kar nam je naš duh dejansko pravil, ker je rekel ne, ja, ne, ja, ne, ne, absolutno ne. In mi smo si pa v mislih rekli, ne, pa saj to je v redu. Saj to so nam pa vsi povedali, da to je pa dobro, če počnemo. To bo pomenilo, da smo uspešni, to bo pomenilo, da ne vem kaj vse, to bo pomenilo, da smo varni, to bo pomenilo, da sem dober starš, da sem dobra žena. In to nas bo pa držalo pa v nekih čustvih, ki se bo začela nabirati. In se tle začne ustvarjati v bistvu disonanca na nivoju energije, ki se pa začne manifestirati v nekih ponavljajočih si čustvih, vzorcih, razočaranju, jezi, frustracijah, grenkobi, ki nam začne v bistvu zasenčiti, kako mi vidimo cel svet, kako vidimo naše življenje, kako vidimo našo preteklost, kakšne so lekcije, ki jih lahko poberemo iz stvari, ki so se nam zgodile, ki smo jih doživeli v preteklosti, kako gledamo na prihodnost. In potem se vse te stvari začnejo seveda odražati tudi na fizičnem nivoju. Kakšni hormoni se bojo izločali, koliko je nekega stresa v telesu. Zelo velikokrat se to se govorilo v bistvu, da v prvem delu, da se začne ta stres nabirati in da se pa hormoni začnejo pretvarjati v kortizol namesto v estrogen. Ne?
In pa začnemo imeti vse te, mislim, svašta stvari, ki s tem pride. Se menopavza vriše en manjši del tega, ampak res, ko gremo res v globino s tem, začnemo ugotavljati, da je to v bistvu ta stres v ozadju res velike količine težav, ki jih na fizičnem nivoju opazujemo. In tukaj začeti spreminjati energije in res na več različnih nivojih. En nivo je, kot je Neja rekla, da se da spreminjati to na nivoju recimo z vajami iz ajurvede, tradicionalne kitajske medicine. Ampak zelo simpel način, na katerega lahko začenjate spreminjati energijo, je, dajte pomisliti, kakšna je energija v stanovanju, ki je umazano, ki je zapacano, ki imate ful neke šare nabrane noter, pa kakšna je energija v stanovanju, ki te stvari spucate, ki je noter svež zrak, ki se prostor odpre, ki je svetloba noter. Kakšna je energija, ko imate različne vonjave noter. Kakšna energija pride v stanovanje, če imate rastline noter. Na tem nivoju se da začeti delati na tako zelo, če rečemo temu, gostem nivoju, fizičnem nivoju in prinašati novo energijo. Najboljše pa, da hkrati delate na več različnih nivojih. Na fizičnem nivoju svoje navade pogledate, hrano, ki jo jeste, v kakšnem okolju živite. Potem se začne gledati, kakšne čustva so prisotna vsak dan, kakšne misli so prisotne. In tukaj se da z meditacijo ogromno narediti, s pisanjem dnevnika ogromno narediti, s somatskimi vajami ogromno narediti. Pa se lahko začne delati pa še na teh bolj subtilnih vajah, ki pa so, naj vas ne zavede subtilnost, ne, da skrat ljudje mislijo, ker je nekaj subtilno, da nima toliko velikega vpliva, kar absolutno ni res, ampak bolj subtilne vaje, ki pa res delajo direktno s temi različnimi toki energije v telesu. In na takšen način vi začnete prinašati ravnovesje v svoje življenje. Zato, ker ravnovesje se bo odražalo na vseh nivojih. Se bo odražalo na fizičnem nivoju, na čustvenem, na miselnem, na energijskem, ampak se bo odražalo potem v vaših odnosih, v vašem okolju, kakšen odnos imate z možem, z otroki, s hišnimi ljubljenčki, na kakšen način se pogovarjate, komunicirate. Ko pridete enkrat v to stanje ravnovesja, ni več prostora za opravljanje, obrekovanje. Nočete biti noter v teh frekvencah, ker veste, da ne boste od tega nič dobrega odnesli. Nočete več gledati določenih filmov, določene glasbe poslušati. In tukaj res pridemo do tega potem prevzemanja odgovornosti za samega zase. In kakor sva že prej omenila, v menopavzi se odpre tale Pandorina skrinjica, pa ven začnejo priti vse te stvari, kjer tega niste počeli čez zadnjih 40-50 let. In spet, na to lahko pogledamo iz nivoja, o moj Bog, Boga jaz, kaj vse se mi dogaja, grozni simptomi, lahko se pa pogleda iz nivoja, wow, kakšna priložnost, da vam je pa zdaj dana možnost, da te stvari sčistim, uravnovesim in da imam v dejanskem času moje telo, moje misli, moje čustva, ki so mi kot kompas in mi kažejo, kje je naslednji korak, kam lahko naprej pridem, kaj se da narediti. In to velja absolutno ne samo za menopavzo, ampak za katerokoli stvar, ali je na fizičnem, čustvenem, mentalnem nivoju, s katero, ki vam povzroča težave, s katero se bojujete trenutno. Ko mi holistično, celostno pogledamo na to zadevo in začnemo uravnavati te različne vidike, potem se iz notranjosti navzven stvari začnejo res korenito spreminjati. In se vam lahko absolutno celo življenje kot rezultat tega na glavo obrne v najboljšem možnem smislu. Kot je že Neja rekla, če imate željo na tem nivoju delati, midve bi z veseljem sodelovali z vsemi tistimi, ki ste pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje zdravje, za svoje dobro počutje, ker razumete, da je moč, da stvari spremenite v vaših rokah in midve so tukaj zato, da vas vodiva skozi ta proces in vam dava usmeritve in z vami deliva najino znanje, izkušnje in podporo, kjer le lahko, da dosežete cilje, ki jih imate sami zase. No, super, hvala Alja. Jaz sem pa med tem časom še eno slikco pripravila, pa bi rada jo podelila. Evo, to je tole. Tale slikca kaže, na katerih, kako smo mi sestavljeni. Se pravi,
nižjem nivoju so vse, kar sestavlja naše telo. Potem pride vmes misli in čustva in na vrhu tega je celotni energijski ustroj. Se pravi, koliko je harmonizirana energija v meridijanih, v energijskih centrih, čakrah, energijskih slojih, 5 elementih, kako sta yin in yang v tebi uravnovešena in koliko si povezan s poljem enosti. In vse to od zgoraj navzdol vpliva na, evo, takole dol vpliva tole na naše misli in čustva. Seveda pa tudi, če mi na fizičnem nivoju ne skrbimo, tako kot je Alja rekla, vse to vpliva tudi od... tole se mi pa ni obrnila, sem večkrat takole, od zgoraj, se pravi, tudi v drugo smer. Se pravi, mi lahko na obe strani vplivamo in holistični pristop pomeni delati na energijskem nivoju in na fizičnem nivoju in istočasno zaznavati, kaj se nam dogaja v mislih in v čustvih. Zdaj bom pa povedala še mojo lastno prigodo, ko je bila moja hči, tako je bila stara, po moje 3 leta, nekaj takega. Jaz sem takrat zelo veliko hodila na razne delavnice, na izobraževanja. Ja, to je zdaj že kar zelo dolgo časa nazaj. In sem pač, najrajši sem mojega očeta, se pravi dedka od moje hčere, prosila za to, da jo popazi. In enkrat se je prav jezil na mene, a ti misliš, da ti bom jaz skozi tega otroka merkal, a ne? Če bila ti dobra mama, bi bila doma z otrokom. In to je tisto, kar je Alja prej rekla, ne, kaj nas učijo, kaj pomeni biti dober. Pa sem pa jaz tako, malo sem se popraskala po glavi, tako, ker zdaj pa sem rekla, okej, lej, daj mi ti povej, kakšno mamo bi ti rad mu za svojo vnukinjo? Se pravi, nasmejano, veselo, zadovoljno, navdušeno, polno energije ali vso zafrustrirano, zdolgočaseno, žalostno, depresivno, no, same take stvari. Ja, izbral je tole, a ne, to mamo, ta veselo mamo. No, sem rekla, veš, če grem jaz na ta seminar, delavnico, jaz spremenim energijo, se spomnite, tisto, ki sem prej pokazala, zgoraj spremenim energijo in se mi vse dol spodaj spremeni. In pridem jaz domov navdušena, vesela, polna energije in to dam otroku. Ja, sem rekla, jaz sicer lahko doma ostanem, ampak bom v teh energijah, ki mi niso preveč všeč, ker rabim spremembo, ker rabim energijsko stvari narediti, in verjetno bom malo žalostna, pa kdaj se bom zadrla, pa jezna bom, pa se pravi, katero mamo. In potem sem mu rekla, lej, če izbereš tole mamo, a ne, to dobro, to pomeni, da včasih gre ta mama in naredi kaj za sebe. Ampak ti imaš pa tudi vedno izbiro, če nimaš časa, da meni rečeš, ali pa če ne želiš merkati, rečeš, da ne želiš. In bom jaz našla nekoga drugega, zato ker jaz hočem najboljšo verzijo sebe dati svojemu otroku. No, tako da izberi, kaj ti hočeš. Imaš možnost priti v program Postani mojster zdravja ali pa individualno delati z nama, Alja in Neja, in ti pomagava, da dejansko prideš do najboljše verzije sebe. Zadovoljna si s sabo, zadovoljen si s sabo, pomirjen s sabo, ljubeč s sabo in kar imaš za sebe, potem lahko daješ tudi drugim. No,
To je iz moje strani za danes to. Zelo lepo povzeto. No, tako da želim lep dan, lep teden, lep mesec, lepo leto, lepo življenje. In se vidimo prihodnji teden z novo temo. Mua! Čau.